Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan. Dr. Vojko Ditanovič, ste maksilofacialni kirurg in danes bova govorila o kardioloških pacientih in v bistvu njihovem ustnem zdravju. Kako poteka zdravljenje v primerih, ko je ustno zdravje slabo, kardiološki poseg je pa nujen? No, ti pacienti, ki zahtevajo oziroma ki potrebujejo nujne kardiološke posege, so vedno problem za nas, ne? Zato, ker smo naenkrat se najdemo v eni situaciji, ko je treba stvari, za katere je potreben čas, je potrebno hitro urediti. Tako da velikokrat pri teh bolnikih naredimo kompromise. Pri tem, kaj se naredi pred operacijo in potem ostale stvari pustimo za čas po operaciji, ko so stabilni oziroma ko imamo za to čas. Kar se nam zdi bistveno je, da pred kardiokirurškim posegom opravijo pregled ustne votline in zobovja in da se pač takrat naredi nek načrt zdravljenja in sanacije zobovja oziroma sprememb, ki so problematične. Potem pa pač lahko te paciente razdelimo na tiste, ki so bolj ogroženi, ki so manj ogroženi oziroma ki zahtevajo paciente, ki zahtevajo oziroma bodo operirani prej ali kasneje, ne? Se pravi, ali mora biti operiran takoj, ali pa imamo mogoče nekaj mesecev časa, zato da jih lahko popolnoma pripravimo. In v okviru tega potem pač sodimo njihovo stanje v ustni votlini. Pri tistih, ki so najbolj ogroženi, naredimo samo pač higiensko fazo, očistimo ustno votlino, ekstrahiramo tiste najbolj problematične zobe oziroma pač incidiramo abscese, tako da pač pacient lahko gre čim prej na operacijo. Kaj pa svetujete kardiološkim bolnikom preventivno, to se pravi, kako naj skrbijo za ustno votlino, da se izognejo potem takim recimo ekstrakcijam več zobov zaradi takega nenadnega, morda nepričakovanega poslabšanja in potem v bistvu kardiološke operacije? Naša želja je vsekakor, da bi pacienti redno skrbeli za dobro stanje ustne votline in za svoje zobe, se pravi vsakodnevno, z zobno ščetko, zobno pasto, dvakrat dnevno, da bi potem dodatno še pač nitkanje večkrat tedensko oziroma pač interdentalne krtačke oziroma vse tisto, kar jim priporočajo zobozdravniki, da bi dvakrat na leto naredili pregled pri zobozdravniku, ki bi saniral v bistvu vse kariese oziroma vse problematične situacije in potem, ko pridemo v situacijo, da je ogroženo splošno zdravstveno stanje, ne bi potrebovali več nekega akutnega reševanja problemov v ustni votlini, ker bi bilo pač tam stanje že stabilno in bi pač samo neke majhne prilagoditve novi situaciji še naredili. V bistvu kardiokirurška operacija ali pa uvedba nekaterih sistemskih terapij ali pa radioterapije v področju ustne votline spremenijo obravnavo bolnikov in pač to moramo pri vsakem bolniku prilagoditi in upoštevati, kakšno bo to nadaljnje zdravljenje oziroma kakšno bo stanje z slino, z kostjo, če jemljejo antiresorptive oziroma slino, če bojo obsevani in tako naprej. In pa seveda pri kardiokirurških pacientih, če se o njih pogovarjava, moramo poskrbeti, da bo prehod bakterij v kri ob vsakem hranjenju, čiščenju zob čim manjši. In v tem smislu pač potem tudi ravnamo. Če morda zaključiva ta sklop o kardioloških pacientih, bolnikih, koliko je takih primerov, kjer je v bistvu potreben kar invaziven poseg na leto? Imate kakšne podatke? Pacientov vi obravnavate? Mi imamo na maksilofacialni kirurgiji imamo ambulanto, ki jo imenujemo v bistvu ambulanta za fokuse oziroma pač je v okviru ene ambulante, kjer opravljamo ekstrakcije in kjer pregledujemo takšne paciente. In v tej ambulanti 3 do 4 paciente dnevno pogledamo. To niso vsi kardiološki pacienti, ampak jih je pač velika večina.
Žal so to tisti pacienti, za katere kardiologi ocenjujejo, da pač nimajo dovolj dobrega ustnega zdravja oziroma da nimajo osebnega zobozdravnika oziroma da nimajo urejenega stanja v ustni votlini in da pa zahtevajo tak pregled. Ne.